Ob občinskem prazniku ste bili nagrajeni za vašo lepo gesto, ki ste jo izvedli v času koronavirusa na pobudo Rdečega križa Radovljica. Kaj vse ste postorili v času koronavirusa? To je bilo obdobje prvega vala, takrat, ko smo bili prvič zaprti. Res je, Rdeči križ nas je predlagal za to nagrado, pobuda je bila pa z naše strani, da bi pomagali. Ni bilo pa enostavno, zaradi tega mi smo se pač odločili, kljub temu, da so lokale takrat zaprli, smo se odločili, da mogoče pa nekdo, zlasti otroci iz socialno ogroženih družin, niso več imeli dostopa do toplega obroka dnevnega, niti malce, nič. Takrat je bilo popolnoma vse zaprto v prvem valu. In smo rekli, mogoče pa nekdo še bistveno težje živi kot mi. Poleg tega smo imeli skladišča, so pokala po šivih, polna skladišča blaga, gostilne zaprte. Takrat v začetku je bil možen samo dostava, ki je sploh nismo imeli prej, se pravi, niti prevzema ni bilo. Zato smo rekli, bomo pa pomagali tistem, ki so pomoči potrebni. Koliko obrokov ste prevozili v vseh teh dneh? Na začetku je bilo po 5 obrokov, potem so se pa število vsak dan povečevali. Nekako smo pa stopili v stik z Rdečim križem, oziroma on nas je poklical in so oni potem nam svetovali, oziroma oni so nam, komu naj dostavimo obroke. Po Radovljici pa Lescah smo sami dostavljali, izven so pa oni dobili prostovoljce in so prostovoljci vsak dan dostavili topli obrok znotraj občine Radovljica. Teh obrokov je bilo potem vse skupaj čez 1000 v 2 mesecih približno. Vi pa niste vozili samo otrokom, ampak tudi drugim, ki ste se odločili? Ne, vsem. Bile so cele družine, pa tudi posamezniki. Pravzaprav je bilo največ takih upokojencev, En obrok verjetno. En obrok, tako je. Nobenemu nismo odklonili, ne samo otrokom, ampak nobenemu. In kaj vam pomeni občinski pečat občine Radovljica prav ob občinskem prazniku same občine? Mi smo bili zelo prijetno presenečeni, da nas je Rdeči križ predlagal in res se zahvaljujem Rdečemu križu. Tudi za zelo, ne glede na to, da smo mi te obroke donirali, nam je Rdeči križ res pomagal in res hvala za tudi sodelovanje z njimi. Iskrene čestitke tudi v imenu Gorenjcev, gledalk in gledalcev Gorenjske televizije in res čudovita gesta od vas. Najlepša hvala.